Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. In Gospoda Jezusa Kristusa. Vladanje svetu, kozmopolitizem, nekoč in danes. V tej uri in pol bomo poskušali velike povezave, ki so povezane med seboj, v 2300 let zgodovine poskušati narediti razumljivo v eni uri. Bomo videli, če nam bo to uspelo. Razvoj človeštva, kjer so se ljudje združili skupaj na nekem večjem področju in da bi tako nastalo veliko kraljestvo, so potrebni posebni pogoji. Nekje v gorovju, visoko, to nekako ne gre in v džungli tudi ne. Ampak to, kar se je že nekoč bilo primerno za te kulture, so bile reke v Orientu, ki so bile dovolj velike, široke. In če si pogledamo sedaj to karto, in pogledamo, tukaj vidimo 3 karte v različnih časovnih obdobjih, ampak nas zanima predvsem tale spodnja, ker tukaj imamo čas, ki je povezan tudi z bibličnimi zgodbami. Kar je tukaj z barvo lila označeno, je bilo kraljestvo Asircev. Karta nam tukaj kaže 934 do 612, torej 300 let so približno Asirci obvladovali to področje. Tisto temno vijolično pa je v bistvu jedro, njihovo jedro. In tako so se razširili. In potem se je to večalo in večalo. Tale svetlo-lila barva pa je v času največje razširitve tega kraljestva. In tukaj so seveda tudi propadli. Tu so Babilonci se povezali z Medejci in so to področje zavzeli. Po nekje nek velikan propade, država, potem zmagovalec takoj dobi zraven to veliko področje. Torej, tu so se te prodrli čez, Babilončani. Tukaj gre za novo babilonsko kraljestvo. Že prej je bilo babilonsko kraljestvo. In to vidimo tukaj na tej karti tu zgoraj. Tole je oranžna barva. Tukaj so že nekoč bili, to je njihovo jedrno področje, Babilon. To je bilo leta 1400 pred štetjem, tukaj pa zdaj 800 let kasneje. Torej bližje, ampak še vedno vse je to pred našim štetjem. 620. leta so se tukaj te zamenjali, ker so se Medejci in Babilončani skupaj dali in premagali Asirce. Babilončani so tako prišli do Izraela, zavzeli Jeruzalem in odpeljali tukaj mnogo, predvsem plemičev, Judov v Babilon. In tu pri Evfratu so se naselili v tem rdečem barvnem področju. Tu je šlo za to 70-letno babilonsko ujetništvo. Tu je Babilon na drugem bregu in oni pa so bili na tej drugi strani reke. Kar pa je tukaj tako zanimivega na tej zgodbi, da v tem času, ko je Nebukadnezar v Babilonu vladal, da je v Bibliji, v knjigi Daniel nekaj napisano. In sedaj to postane resnično živo. In to je tako zanimiva zgodba, da je ta zgodba iz Biblije tudi strani zgodovinarjev v knjigah, da jo uporabijo to zgodbo, ker je preprosto tako neverjetna. Ko je Nebukadnezar vzel te mladeniče iz Izraela in imel določen načrt za tem. Mislil si je, ko bom prevzel te teritorije, kdo mi bo problematičen v prihodnosti? To so te mladi, pridni, ti, ki so sedaj zavzeti od sovražne sile, ti se bodo kasneje uprli in ti so sposobni analizirati in voditi stvari. Upor. Torej, mladi plemiči. Zato so oni lahko nevarni. Zato Nebukadnezar stori tole. Vzame si najboljše od najboljših teh mladih. To vidiš, ko pogledaš nekomu v oči, vidiš, aha, to je poba, iz tega nekaj še bo. Take vzame, te vzamejo ujetništvo, jih pusti v Babilonu, da študirajo. Tam grejo tako rekoč na babilonske univerze,
kjer se naučijo jezik, so izobraženi za najboljše pozicije v kraljestvu in jih tudi dosežejo s svojim znanjem, spoznavanjem jezika in dobijo tudi super plačo. Dobro hišo lahko imajo, družine. In zakaj to vse? To je podkupnina. Če imajo dobro funkcijo, najboljše funkcije, imajo dobro plačo, dobro hišo, kaj jim sploh še manjka? Zakaj bi ti morali misliti na karkoli, kot je recimo upor? Saj imajo vse. Dobro jim gre. To je bil njegov načrt. In Bog ima tudi svoj načrt. Nebukadnezar si je priskrbel torej najboljše, najbolj pridne, najbolj aktivne, ampak te pa poznajo Boga nebes. Babilončani pa imajo svoje bogove. In zato, da bi pozabili svojega Boga, dobijo nova imena te pobe, ki so povezani z babilonskimi božanstvi. Ampak te mladeniči, tukaj štrlijo 4 ven, Daniel in 3 njegovi prijatelji. Ti so drugačni. Ti so še eno stopničko nad ostalimi ujetniki iz Judeje. In ti 4 se pojavijo v knjigi Daniel kot superzvezde Boga nebes, ki je vse ustvaril. Namreč, ko je Nebukadnezar vse zavzel, sedi na svojem prestolu, vse je dosežel, kar je želel doseči, njegovo kraljestvo se je razširilo in vse, kar vidite na tej karti rdečo označeno, to je Babilonsko kraljestvo. In potem si razmišlja o prihodnosti in prepozna, da ima sovražnika. In to je čas. In čas tika taka. In več let kot mine, začneš razmišljati o stvareh. Meni se steka čas. Jaz sem super kralj, ampak enkrat bom minil. Kdo bo to prevzel naprej? In vsak kralj sanja o tem, da bo njegov sin postal kralj in nečak in tako naprej. Do večnosti najbolje. To je sanje. To so sanje. Tudi podjetniki, ko oni umirajo, si želijo, da bi nekdo to vodil naprej. Da bi lahko potem napisali 100 let že obstajamo. 100 let niso propadli. To so sanje. Ampak, ko sedaj gleda tako svojega sina, Nebukadnezar, zguba, čista zguba. Ni sposoben. Morda vnuk. Iz tega bi morda kaj bilo. In zato razmišlja o teh stvareh, leži na svoji postelji in zaspi. In potem ima sanje. In v teh sanjah vidi skulpturo, glavo. Seveda ta skulptura ima več materialov. Zlato glava, srebro prsa, boki iz brona in noge iz železa. In na koncu stopala iz gline in železa. Imajo zelo čudno mešanico, železo in gline. Ampak do takrat so mu sanje čisto redo, zato ker je on predstavlja to zlato glavo. Ampak, kaj se zgodi? Prileti kar naenkrat en kamen iz nebes na to skulpturo, meteorit. Pank. In zdrobi to celo skulpturo. In ta skala raste, kamen raste in potem nič več od Nebukadnezarja se ne prepozna. Zlato, srebro, bron, železo, vse je zmleto v prah. In potem se zbudi. Te sanje ga zaskrbijo, ker on je glava tega kipa. In ta kip se uniči, spremeni v prah, pepel. To ne zveni dobro za prihodnost. Sicer je odredil kot vladar vsega, da vsak, ki pride k njemu, k prestolu, da more reči, kralj naj živi večno. Ja, to ne pomaga, to govorjenje. Ampak, kaj je prišlo? Poklical je vse svoje učenjake na kup. Rekel je, imel sem sanje
Želim, da mi razložite te sanje. Ja, zato smo mi tukaj. Se jim bo že kaj naumilo, saj so pametnjakoviči, pesniki. Če danes kupujete knjige o razlagi sanj, boste kupili morda 10 knjig, boste dobili 10 različnih razlag. Torej, to je področje, kjer je vse mogoče, vsak si po svoje izmišljuje. In tako je tudi Nebukadnezar prepoznal svoje razlagalce sanj. Bolj kot sprašuje, bolj drugačna je potem razlaga. In zdaj je rekel, zdaj bomo pa tako naredili. Vi mi poveste, kaj sem sanjal, da vem, da razumete tudi razlago, da poznate. Ja. Gospod, povej nam sanje. Ne, vi mi povejte sanje moje. Kako? Ja, potem poskušajo nekako se iz tega izpeljati in reče, to ne gre, ampak tega ne smeš kralju reči, če ima željo. On pa reče, to želim sedaj. Ampak če to želi, ja, on ima vojaško moč. Potem poskušaj nekako se spoprijateljiti z njim, ampak on se ne pusti prepričati. In rekel je, če tega ne morete storiti, potem vas ne rabim več. Ja, ampak to še noben kralj ni zahteval od svojih. To je nemogoče. To lahko morda bogovi, ne pa tukaj pri nas. Dobro. Toliko nimate časa in če do takrat ne boste ugotovili, kaj sem sanjal in mi to razložili, potem boste vsi prikrajšani za eno glavo. In potem ne živiš več tako kot prej. In hkrati tudi družine in hiše in vse, kar ste si zgradili, vse bo uničeno. Bo spremenjeno v prah, strnišče. To pa resna grožnja. In to se je hitro razširilo po Babilonu. In ker je Daniel in njegovi trije prijatelji, ki so prišli iz Jude, iz Jeruzalema, ker so bili prej deportirani v Babilon, k njim pride tudi do njih to informacijo. In potem preberemo v Svetem pismu. In to je res stavek, ki je vreden razmišljanja. Molili so Bogu, ker tudi oni so v nevarnosti. In ko molijo, Daniel 2, vrstica 19, na to je bila Danielu v nočnem videnju skrivnost razodeta. Torej vizija. Wow. Sanjal je, kar je sanjal kralj. In je dobil tudi razlago teh sanj. Molili so vsi štirje. Daniel je to sanjal, je šel do poglavarja. Prvič do tistega, ki ga je vodil do kralja. Prvi njemu povedal, je rekel, da sem sanjal, rad bi to povedal kralju. On je ta vmesni člen. In to me še najbolj tukaj preseneča v tej zgodbi, da je ta bil toliko prepričan, da je to resnično tudi ta stvar, da je to resnica. Predstavljajte si, da nekdo pride k tebi, ja, vem, kaj je kralj sanjal. Ja, jaz ti tega ne verjamem, bi rekel. Ampak on mu je to verjel. In je šel do kralja in je rekel, vaša visokost, nekoga sem našel, ki pozna vaše sanje. En iz Jude. On je to sanjal. To, kar si ti sanjal. In on ti lahko tudi razloži sanje. Zakaj je to storil? To se lahko slabo piše tudi za njega. Ker je prepričan, ker pozna tega Daniela. Ker če on pravi, da je tako bilo, potem je tako bilo. In zato je upal, če bo Daniel bil nagrajen, da bo tudi on bil tisti, ki ga je pripeljal. Da bo tudi on za njega bilo kaj lukrativnega. In tako Daniel razloži poglavarju, kar je sanjal. Osupel je bil. In seveda je bil prepričan, da je tudi razlaga pravilna. In razlaga tega je, da te kovine tega kipa predstavljajo, da so to kraljestva eno za drugim, velika kraljestva, ki si sledijo. Babilon bo propadel. Kdo pride potem? In potem si pogledamo na digitalni karti, si pogledamo to reč. Tule imamo Perzijsko kraljestvo, družina Arhemidov,
In te so iz svojega glavnega mesta, tukaj je Susa, torej v tem področju, kjer sta te dve reke, v Babilonu, so to veliko področje upravljali. Egipt, Izrael, Libanon, Sirija, Turčija, do Grčije, Kaukaz tukaj zgoraj, Irak in Iran, dan danes tako imenujemo, in vse do Pakistana. Afganistana, Tadžikistana, Uzbekistana in vse te stan države. Ampak tukaj je njihov center. Tukaj med tema dvema rekama. To podeželje, ta dežela, to je njihova izhodiščna točka, Mezopotamija. Tudi to področje, ki predstavlja srebro, prsa, tudi to je bilo zavzeto. In sicer od naslednjega kraljestva. In to je zdaj sedaj Bron. Makedonci so bili to. Tukaj je Makedonija, Grčija, tukaj na tej karti, lahko rečemo Grško kraljestvo, Aleksander Veliki, Makedonc. Tukaj vidimo to črno linijo, ker Perzijci so napadli Grke in dvakrat in vsakič je Grkom nekako uspelo se obraniti. Ampak sedaj so oni napadli nazaj. In Aleksander Veliki je šel tukaj v Perzijsko kraljestvo, vedno sicer v bojih, je prišel do Egipta dol in povsod, kjer se je etabliral, je tudi postavil mesto s svojim imenom. Preimenoval. Zato so vedno bila mesta z imenom Aleksandrija, Aleksandrija, Aleksandrija. Tudi v Egiptu, kjer je tudi najbolj znana Aleksandrija, top univerziteta tistega časa, tako kot je danes Harvard, Oxford. Tam je bila taka univerza in če si tam študiral, tam si bil učenjak. Si bil nekaj. In tako je ta Aleksandrija v času Rimljanov bila najbolj znana. On je osvajal naprej, je prišel do Gaugamele in tu je prišlo do odločilne bitke pri Isus, Kailerai, 333. Tukaj, ko gledamo to fizično karto, potem vidimo tudi te danosti, ki so, zakaj so tukaj nastale vse te kulture? Zakaj so si tukaj sledile kraljestvo za kraljestvom? Toplota, voda, ta kombinacija je nepremagljiva. Te velike reke, Evfrat in Tigris, ki jih vidimo na tej karti, tukaj je Evfrat in tukaj Tigris, ta kombinacija, da sta celo dve reke, ki sta spomladi poplavljale in so poplavile preko brežin, so naplavile mulj in tako pognojile vsa tla. Torej vse je bilo vlažno, gnojilo, vse naravno, nič umetno. Tam lahko sedaj sediš. Žita in žita. Ravno, kanale so si urezali v tla in sedaj lahko ljudstvo tukaj dobi hrano. In tukaj lahko rastejo. In mnogo let, mnogo področji ni moglo več rasti, zaradi tega, ker ni bilo dovolj hrane. Z vojnami se je to zmanjšalo, veliko jih je umrlo pri rojstvu, malo hrane, niso se postarali, tako ni več ljudstvo raslo. Ampak tukaj, ko je poplavljalo, kjer je toplota, voda, wow, tukaj pa gre. In isto, če pogledamo v Egiptu, isto na Nilu. Zato je tukaj vzdolž Nila zelo rodovitna. In ta dva področja, v Nilu in tukaj, Evfrat in Tigris, tam so bile prve velike kulture. Tukaj pri Sumercih, pri Evfratu in Tigrisu, tukaj je nastala Božja beseda. 3000 pred Kristusom. Gremo nazaj na digitalno karto. Tudi to kraljestvo od Grkov, torej bronasto, tretje kraljestvo, Babilončani zlato, srebro Medoperzici in sedaj bron Grki, Makedonci. Oni so to zavzeli. Tudi ta poroka v Susi, kjer je Aleksander poročil vse oficirje, na stotine teh oficirjev, poročil s perzijskimi princesami. In to, kar je tu nastalo, da so Grki bili v bistvu Heleni,
Mi rečemo helenizem, ampak tudi to je šlo k koncu, ker za njimi so prišli železne noge. In to so bili Rimljani. In sedaj se to vse skupaj premakne. Rim je tukaj. Do sedaj je bilo težišče tukaj, med temi rekami. Tukaj je Nil, tukaj je Evfrat, glavna področja naselbin ljudi. Sedaj pa Rim prevzel vse to skupaj in sedaj se težišče premakne na zahod, ker je Rim tukaj, v nogi. In sedaj se premakne vse skupaj iz rečnih področji, iz vzhoda sem. In če to sedaj opazujemo, je zelo zanimivo, ker spet se gre za vodo. S tem, da je razlika, prej je šlo za velike reke, zdaj pa gre za notranje morje. Zato Rimljani to morje tukaj imenujejo, ker je to znotraj njihovega kraljestva, Sredozemlje. Mediteran. Torej v sredini njihovega kraljestva. Okoli tega morja so zgradili svoje kraljestvo. Avstrijci, Švicarji, Germani pa niso ostali zauzeti. Tu so bile te reke Ren, Donava, to so nekako bile meje. Tule jim je uspelo priti čez Donavo, pokrajina Dacija. In prišli celo do Britanije in Rimljani so zavzeli vse to sredozemsko področje, so zgradili svoje kraljestvo. Iz Rima ven. In Rim predstavlja to četrto kraljestvo. In potem, in to je sedaj najbolj zanimivo glede te zgodbe v Danielu, in zatem nikakršni drugi sili ni uspelo premagati več, postaviti take velike vele sile v Evropi, postaviti. To je zelo zanimivo. Torej ta vizija, ki jo je Nebukadnezar imel, drži, je ključna. To se je v zgodovini točno tako zgodilo. Prvo Babilončani, Medo-Perzijci, Grki, Rimljani. In iz tega rimskega kraljestva nastane potem konglomerat mnogih kraljestev. Malce bomo skočili naprej na tole karto, kar je v času Martina Lutra v 16. stoletju, 1517, Luther je 1546 umrl in tukaj imamo v Evropi tole stanje. Ni isto kot prej. Ena veliko kraljestvo, ampak. In to je točno tako tam povedano, da bodo stopala iz gline in železa. In ta kombinacija predstavlja tudi, da gre tukaj za drugačen element, kar pa je bilo nekoč. To je nastalo takrat, kar tu piše. Če gremo nazaj na digitalno karto, to je čas reformacije, smo tukaj v leta 1500 v Evropi, je Portugalcem uspelo vzpostavljati kolonije. In tukaj imamo Brazilijo za oceanom, tukaj je Angola v Afriki in na drugi strani Mozambik. In vse, kar je plavo tukaj, je tudi vpliv njihov po morjih. Tukaj v Indiji so imeli svoje oporišča, ki so bila pomembna za dobrote iz vzhoda, da so jih transportirali nazaj na Portugalsko. Tukaj pa sedaj ta velika razlika. Do sedaj smo imeli kraljestva, ki so bile skupaj, torej okoli rek, potem Rimljani so to dali okoli Sredozemlja. Tu vidimo to sredozemsko področje, kjer se je vse kristaliziralo. In potem pride skok preko vseh oceanov naprej. To so nekako tri velike faze tega vele kraljestva. Prvo okoli rek, potem okoli Sredozemlja,
notranje morje in potem ocean. Te velike faze svetovnih kraljestev. In sedaj smo v tem področju od že 500 let, da so oceani. Tisti, ki vladajo oceane, vladajo tudi vse te področja. Tako kot so Rimljani obvladovali Sredozemlje preko Sredozemskega morja. To ni slučajno. In na koncu Rimskega kraljestva, ko je razpadala, ker so prišli Huni iz vzhoda in so Germane preganjali tukaj zgoraj, in kar Germani niso mogli premagati, prej so zdaj Huni, ker so jih pritiskali od odzadej, oni so bili jahači, so prisilili Germane, da so pritisnili Germane v Rimljane, tako da je zahodno Rimsko kraljestvo propadlo. Vzhodno pa je obstalo. In vzhodni Rim, glavno mesto Konstantinopel, Istanbul v Turčiji, Bizanc, tukaj ob tem morju, torej dve ožine iz morja, iz Črnega morja, težko prideš ven, razen če greš tukaj mimo. Turki so te dve ožini imeli pod kontrolo in Istanbul sedi tukaj na Bosporusu in od tega Konstantinopla, Bizanca, te je vladalo vzhodno rimsko cesarstvo. Meja gre približno tukaj med tema dvema. 395 po Kristusu je prišlo do administrativne delitve kraljestva, torej po tej liniji, na vzhodno in zahodno rimsko cesarstvo. In to je sedaj tako odločilno, ker vzhodni Rimljani, njim je uspelo te Germane, vzhodne Gote, ki so bili v Italiji, ponovno premagati. To je bila vojna za Rim in vzhodni Rimljani sedaj tukaj vzpostavijo tukaj cerkveni del kot upravni del te del države. Papeštvo. In to je sedaj tisto, kar stremi v višino. In v naslednjih poglavjih knjige Danijel v Bibliji je to predstavljeno v podobi zverin. Zverine imajo tudi rogove, a ne? Recimo nosorog, bivol, tist rog je nekaj nevarnega, ne? Če vas to špikne, ja? Potem veste, kaj je rog. Vas prebode kot meč. In že kar nekaj levov je umrlo strani bivola, ker so jih napiknili. Ali pa od nosoroga, ker so levi to podcedjevali. In zato tudi ta predstava v zvereh z rogovi v Danijelovi knjigi. In tam govori o rogovih. In tukaj v prvi viziji Danijela govori o 10 prstih. Pri zadnji zveri, kot posledica rimske zveri, je 10 rogov in 3 rogovi so izčupani ven. In mal rog zraste med njimi, ki je še večji od ostalih. 3 pa je izčupal odstrani. Isto kot recimo mlečne zobe preprosto odstranimo, ker ostali pride za njimi. Tako pride ta mali rog iz teh 3, ki so bili izčupani. In v Danijelu je to opisano kot sila, ki je popolnoma drugačna od dozdajšnjih sil, ki so bila, vsa ta kraljestva. In ta rog, to je papeštvo. To se začne sedaj v Evropi uklapljati. Sedaj imamo to mešanico, glina in železo, in to je ta povezava, papeštvo in politične sile. Odvisno od tega, kdo je na oblasti. Tako kot smo videli, potem pridejo Portugalci na oblast, in potem njihovi sosedi, Španci, vidijo, kako Portugalcem gre dobro, kaj vse imajo v svojih kolonijah, in kaj vozijo iz kolonij. In tako tudi oni pošljajo Kolumbusa paralelno. Ampak sicer to je bilo še preden so Portugalci imeli vse te oporišča. Na začetku so jih imeli v Afriki. In v času, ko so Portugalci prvi prišli nazaj iz Indije na Portugalsko, so Španci poslali Genueza, torej iz tukaj, Kolumbusa s 3 ladjami tja čez. In ker je zemlja okrogla, bi morali doseči Indijo tudi po tej strani. Potem bi morali tukaj čez priti. Samo nekaj niso vedeli, da je vmes še kontinent,
ki ga ne morete kar tako prepluti. Velika masa. In ko je Kolumb plul sem, prišel na Karibe, na otoke jih je imenoval, Zahodnoindijsko otočje jih je imenoval. Kuba, Haiti, Dominikanska republika, torej Zahodnoindijske otočje, ker je potoval na zahod. Ja. Ampak sicer tukaj so bili Azteki, Inki, tukaj je bilo veliko zlata in to je bilo dovolj. Če že nismo prišli v Indijo, smo pa dobili vsaj zlato od teh Indijancev. Tukaj vidimo tudi Špansko kraljestvo. Iz Španije so šli tukaj, je potoval Kolumbus, tukaj je začel, potem pa so se razširili, če si predstavljate, to je Severna Amerika, polovica Združenih držav do Kanade zgoraj, do Alaske, Srednja Amerika, Meksiko in tem celotna obala do Čilija, Argentine, vse je bilo njihovo špansko. Tukaj so bili Azteki, Meksiko, tukaj v Peru, Inki. Vsi so bili premagani, boljša orožja Špancev. Majhna količina Špancev je premagalo velika kraljestva. In ladje so tako stvari peljale nazaj v Evropo, zlato in podobno. Portugalci so svoje peljali iz Indije, Afrike svoje zaklade, Španci pa iz tukaj. Drugi tudi to vidijo. Mimogrede, Španci in Portugalci so bili tudi v vojni. Portugalci v Braziliji, ker je portugalska ladja razpadla zaradi morja, zaradi neurja in je pristala tukaj na vzhodni obali Južne Amerike. Zato je Brazilija postala portugalska. Vsa ostala področja od Meksika na sever pa špansko. To je povezano v bistvu s tem. In po veri isto, religiji, vse je rimsko-katoliško, tako Portugalci kot Španci so katoliki. In kasneje so se Španci tudi Filipine zavzeli, vse tole otočje. In kdor je imel kolonije so jo izčrpavali, zato da so bogatili domačo deželo. Potem so prišli Turki. Vse, kar je tukaj lepo svetlo, tukaj v centru, jim je uspelo na koncu vzhodno rimsko cesarstvo premagati, torej to rjavo področje, vzhodno rimsko cesarstvo je vedno bolj se topilo, samo še Bizanc je ostal in ko je to padlo, 1534 so Turki to naredili za svoj center. Iz tukaj so se potem širili, leta 1529 so bili prvič pred Dunajem in 1683 ponovno in to je že skoraj jim je ratal, jer je Dunaj bil oblegan več tednov, dokler ni poljski kralj prišel s svojo vojsko, sovjetski. In tako rešil Dunaj. Ko so Turki zbežali, so Dunajčani našli v turških žakle z kavo. Temno-rjavo fožol. In so probali to, grozno. Ampak nekaj Turkov, ki so jih ujeli, so jih vprašali in so jim pokazali, kaj oni s tem delajo. Zmelješ, daš v vročo vodo, prefiltriraš in potem jim dobiš črn zvark, ki tudi ima grozen okus za prvič tiste, ki so probali. In to je bila kava. To je postalo moderno, so nastale tudi prve hiše s kavo, to so pil, to, kar so Turkom v bistvu odvzeli. Vsakim požirkom so nekako pili te, ki so jih premagali. In do danes je to v bistvu stvar odvisnosti. In tako se je prva zmaga islamcev nad kristjani v bistvu tudi izkazala. S kavo, ne? Različne barve tukaj predstavljajo različne razširitve področja v različnih stoletjih, vedno več in vedno več. In vse, kaj je tukaj pobarvano, je Osmansko kraljestvo. To je družina v Turčiji, tako se imenuje Osmani. To vidimo naprej še vse te velika kraljestva. Francosko kraljestvo in kolonije. Tukaj imamo Francoze,
ki so se prvo naselili tukaj na zelenem področju v Severni Ameriki, Kanadi, ob povodju Svetega Lorenca in potem kasneje po zgornjemu jezeru Michiganu, so prišli do južne obale Meksika, ker se danes imenuje Ameriški zaliv, po Trumpovi želji. In to celo področje tukaj se je na koncu zgubilo, zato ker so Britanci prišli za tem in so to vse zavzeli. In na koncu so se te naseljenci tako ali tako osamosvojili pod Britanci in Francozi. Potem je nastala Kanada in Združene države. Zato te govorijo tukaj zgoraj francosko v Kanadi. Torej to zeleno so spet zgubili. Tudi v Indiji so imeli veliko področje, tudi tukaj so jih Britanci pregnali, Francoze, ampak tole modro, to pa so imeli dlje čas. Francoska Gvineja, Južna Amerika, tole mala tukaj spodaj in Afrika. Veliko področje. Zahodna Afrika je francoska. Alžirija tukaj kot glavni del in tukaj je živelo 1 milijon Francozov. Severna obala. Tukaj Sirija, Libanon in Madagaskar in to področje tukaj zadaj za Indijo, torej današnji Vietnam, Laos, Kambodža. Torej te vietnamske vojne so bile tukaj. In podobno tudi Britanci, še večje kraljestvo. Tukaj imamo Veliko Britanijo. Če si pogledamo, kako majčkena je, imenuje se velika, čeprav je čisto majčkena. Velika je pa njihova kolonialna sila. Vse, kar je tukaj roza, so kolonialne sile Britancev. Južna Amerika, Britanska Gvijana, zraven Venezuele, se zdaj tepejo glede meje, ker so najdli zaklade v zemlji. Na zahodu Gvijane in Venezuela se želi tja širiti. Kanada do danes je Charles III. Glava Kanade in tudi Avstralije. To je ta British Dominion, se reče. In v Afriki so na koncu imeli tudi od Cape do Kaira so po prvi svetovni vojni imeli in tukaj Nigerija kot najbolj uspešna država, Gana, in pa tukaj so dobili Izrael, Jordanijo, Irak, tukaj na robu arabskega polotoka, Jemen, Oman in tako naprej. In cela Indija, Pakistan, Bangladeš, Burma, Myanmar dan danes, Malezija in vzhod Nove Gvineje. To je veliko področje. In Briti so bili na začetku prve svetovne vojne glavna kolonialna sila takrat. Svetovna kraljestva nekoč in danes. In kljub vsemu se je to izgubilo, propadlo. Zakaj? V zadnjem momentu so se celo Nemci osvojili nekaj kolonij. V Afriki je bilo jih tukaj nekaj. Današnja Tanzanija, jugozahodno Afrika, Kamerun, Nova Gvineja, z otoki, ki so pred tem. To je to gorovje, ki štrli iz morja, male točke. Tukaj otok in spet vrh. In ta nemška osvajanja kolonij, to so vse izgubili v prvi svetovni vojni, to so si vzeli Francozi, to Briti, Britanci in podobno. In vse te pridobitve Evropejcev, kdo to prostovoljno da nazaj? In zakaj se prva in druga svetovna vojna imenujeta tako, kot se imenujeta? Ko so te kolonije tukaj iz Nemčije recimo, tukaj od Britancev in tukaj od Francozov, modrem, ko so v Evropi začela prva svetovna vojna in so Francozi se bojevali proti Nemcem, so uporabili tudi Afričane in tudi druge prebivalce. So jim pokazali, kako se uporablja orožje in so jih poslali proti Nemcem. In še posebej v drugi svetovni vojni, in takrat so Britanci velike količine ljudi iz Afrike usposobili za vojsko in jih tako uporabili v Evropi.
In to proti Hitlerju v Nemčiji, nacistom. In ko je bilo konec vojne, 1949, se je pa zgodilo to, da takemu črnemu možu, ki je bil treniran vojak, so rekli, no, vojna je konec, zdaj pa dajte nazaj orožje in greš nazaj v buš. On pa je opazil v tem času, da če imam orožje, potem sem močan. In s tem sem lahko tudi belega moža ubil v strelu. Mojega orožja ne bom predal. Bom raje z orožjem pobegnil v buš. In bom od tam streljal na bele ljudi. Prej je streljal na Nemce, zdaj pa strelja na Britance. In tako lahko osvojim svojo državo nazaj. To pomeni, da to trening vojaški, kjer so mislili, juhej, bojujejo se za nas, so se kar naenkrat začeli bojevati proti nam. In tako je od 1945 do 1960 do teh bojev za neodvisnost v Afriki. Do 1960 jih je večino se osamosvojila. Najdlje pa je to trajalo v Franciji, tukaj na severni obali v Alžiriji, ker je tam že bilo naseljenih milijon Francozov. Ampak tudi tam je bilo potrebno popustiti, ker ni bilo zmožno zadržati, ker so uporabljali gverilske taktike. Iz zasede in na koncu je tudi Alžirija postala neodvisna. In zadnje države kot kolonialne so bile Angola in Mozambik. In to je povezano s tem, da so Portugalci, Angolance in te v Mozambiku, jih niso učili, kako streljati z orožjem, ker se le te niso udeležili v drugi svetovni vojni, Portugalci. Zato se te dve države 15 let dlje držale v okupaciji kot ostali. Tale so že bile vse osamosvojene, južnoameriške kolonije, španske ali portugalske, recimo tukaj portugalski, tukaj so španski, vse se je osamosvojilo 1830 tam nekje, ker so se priseljenci uprli matični državi. Podobno kot v Združenih državah. 1676 je bilo v Ameriki in to je potem se preskočilo tudi v Južno Ameriko. No, tako smo hitro pregledali stoletja. In v drugi svetovni vojni, še mimo grede, je bila tukaj še Japonska. Japonska je bila na strani Hitlerja. Japonci so napadli Pearl Harbor na Havajih. In tako se je začela vojna Japonska in Združene države. Japonci so ta področja iz Kitajske tudi vse zavzeli. Južno-vzhodna Azija, vse so zavzeli. Nizozemska Indija, njihove kolonije, filipinske kolonije, Nova Gvineja. Tik pred tem so bili, da bi celo Avstralijo napadli. In od tukaj naprej je šlo v bistvu vse nazaj, ker so Američani svojo vojsko, košček za koščkom, otok za otokom, vse nazaj zavzeli. Do 2 atomskih bomb na Hirošimi in Nagasaki, ko so jih vrgli. Čeprav so se Japonci že pripravljali na kapitulacijo, ampak Američani so rekli, hitro, dajmo vršiti, da vidimo, kako deluje atomska bomba. Torej v bistvu je šlo za klanje. Zakaj sploh govorimo vse te reči v tem velikem kraljestvu? Kaj je smisel tega? Če si sedaj pogledamo tole karto tukaj, imamo velesilo Združene države Amerike, vse, kar je modro, je v bistvu področje vpliva Združenih držav. To temno modro je jedro, Alaska, kar so kupili od Rusov 1867. Tukaj je naslednja barva, naslednja temna, je NATO, kjer sta se pridružili tudi Švedska in Finska. To je že 10 let stara karta, takrat še niso bili člani. Vse modro tukaj je NATO, se pravi člani NATO, Združene države, Kanada in Evropa. In tukaj vidimo
to tretjo fazo. Prva faza teh velikih kraljestev so okoli velikih rek. Evfrat, Tigris, Nil. Potem se to preseli zaradi Rimljanov na ta notranje morje, Mediteran. Obstajajo še drugi primeri, tako kot so imeli Švedi, tukaj vzhodno morje so obvladali in tako naprej. Švedi so v 30-letni vojni prišli do Avstrije. Res so imeli vojsko. Čeprav so majhni, ne, v smislu števila prebivalcev. Vse tole so obvladali, vzhodno morje, tako kot Rimljani. Tako kot so Rimljani Sredozemlje obvladali. Pa da ne bomo preveč zašli, koncentriramo se sedaj na ZDA in gremo korak nazaj. Z začetkom kolonij, kjer so Portugalci in šli okoli Afrike v Indijo in Španci v Ameriko, se je vse skupaj preselilo težišče na svetovne oceane. In to, kaj vidimo sedaj, kaj to pomeni danes. Združene države. Združene države ne imenujejo samo Američane, ki imenujejo Ameriški zaliv, čeprav je dejansko Mehiški zaliv bil predtem. Čudim se, zakaj ni rekel Združene države, USA zaliv. Bilo še skromno, ne, zaliv ameriški, ker imajo vsi nekaj od tega, ker je to vse Amerika. In to razširitev te vele sile Združenih držav Amerike, vse, kar je modro, so zavezniki, do Avstralije, Filipini, Japonci. Kaj ugotovimo? Obvladajo v bistvu komplet ocean in tudi zasedene otoke, torej Južna Koreja. Tudi Severno Korejo bi radi imeli, 1953, ker je bila vojna. Filipini so tudi, imajo tam Tajska, Avstralija, Nova Zelandija. Vse posod imajo svoje oporišča. Če si tukaj pogledamo te trikotnike, potem vidimo, to so pomembna vojaška oporišča. Kvadrati pa predstavljajo, saj na karti tako piše, vedno se čudim te izjavi, matično pristanišče ameriške flote. Na Japonskem imajo Združene države Amerike matično pristanišče. Dobro zveni, kaj ne? V Avstraliji imajo svoje oporišča, letališča in pristanišča za letala in ladje. In isto imamo tudi tukaj v Atlantiku. V Islandiji imajo svoje, v Grenlandiji, od tukaj njihov apetit in Grenlandija je v bistvu ena velika letalna nosilka. Kar bomo si prisvojili. Tisti, ki so tam živeli, Danci niso imeli kaj za reči proti temu. Pa ja, požrešnost raste pri Ameriki. Islandija tudi ni veliko prebivalcev, tako da si lahko vse priključimo. Povsod so oporišča in tudi v Evropi. Poglejte, kje vse so oporišča. Velika Britanija, Nemčija, Italija, Španija, Turčija, Sirija, Irak, Saudski Arabiji, v Jemnu, tu na obali Džibutija. Torej, Atlantik so si osigurili z oporišči na drugi strani. Tudi Pacifik so si zagotovili z oporišči na drugi strani. In v zadnjih 3 letih, tukaj imamo Ukrajino, Rdečo in Belorusijo. Ukrajina je tukaj, bi mogli že počasi pobarvati v NATO barvo, ampak kar pa se je spremenilo je to, da je Egipt je sedaj postal rdeč, zaveznik Rusov. Egipt je sedaj tudi rdeč, ja. In Etiopija je rdeča, in Južna Afrika je tudi rdeča, Iran je pa tako ali tako daljni prijatelj. Vidimo, da se tukaj, okoli teh naravnih virov nafte, da tukaj Amerika zgublja svoj vpliv. In Saudska Arabija se tukaj postavlja bolj nevtralno. To smo tudi sedaj videli, ko je Trump Putin, ko sta se dogovorila, da bosta zunanje ministre poslala v Rijad in tam naj bi se dogovorila nove reči. In tako smo prišli do dan danes v zgodovini. In sicer
v nove podane stvari, ki se dogajajo. Kajti 3 leta je Putin bil tako bolan v očeh Zahoda, da se z njim niso niti pogovarjali. In sedaj si kar naenkrat upa ta novo izvoljeni predsednik njega kar poklicati. Kar komunicirati z njim, kar tako direktno. Iz ust v usta. Neverjetno. Brez da bi kogarkoli vprašal. To je pač storil. In kaj je ugotovil? Najbolj se zastopva. Spostavila se je zveza Washington-Moskva. In to je zelo zanimivo. Ker s tem prihajata dva, ki sta sedaj v Ukrajini stala drug proti drugemu. Ker je šlo za predstavniško vojno. Združene države so uporabile vse NATO države in jih vklopile v to, neke vrste, kar se tiče orožja in municije, da bi premagali Ruse. Torej Putin, Rusi so naš sovražnik, ne? Združene države in Rusija je sploh še kakšno večje nasprotje in kar naenkrat, čak, 2 prijatelja. 2 prijatelja. Neverjetno. Kdo bi si lahko to mislil? Kdo bi si lahko to predstavljal pred, recimo, 1 letom? 2 leti, 3 leti. Tukaj se je nekaj zgodilo, kar zgodovinarji rečejo zgodovinska prelomnica. Neverjetno, kaj se zdaj dogaja. Dogajajo se dnevno stvari, ki so 10-20 stvari se niso mogle zgoditi. Kar cak in je že rešeno. In spet. In kaže se tudi nekaj zelo čudnega. Torej 2 velemožema je uspelo pogovarjati se med seboj in ta ukrajinski konflikt bosta v miru prepustila, povedlo mir, to vojno. In sedaj je zanimivo, kako NATO zavezniki, Evropska unija in NATO, to je skoraj isto, skoraj isti ljudje, razen do Avstrije, ki ni v NATO. Kako v bistvu tukaj Evropa, ki je do sedaj bila prijemnica ukazov iz Združenih držav Amerike, kjer so vložili milijarde v to vojno, in Evropejci tudi, in kar naenkrat Združene države Amerike gre v drugo smer. Ja, zdaj bo pa mir in konec. In zdaj bo zanimivo, kako bo Evropska unija reagirala na to. Torej te evropske države, ki so tudi v NATO. Zelo zanimivo. Kar se tiče o mirni iniciativi, se ne morejo veseliti tega evropske države, ker želijo, da se vojna nadaljuje. In sprašujemo se sedaj, zakaj bi pa želeli, da gre vojna naprej? Se to košta ogromno denarja. Tudi že nemška zunanja ministrica se je zagovorila in rekla, manjka sicer to, da bi rekla, ampak rekla, bomo vam povedali po volitvah, po 23. februarju. Kar so imeli volitve. Skoraj tako je izpadlo. 700 milijard evrov za Ukrajino. Predstavljajte si, da letni BDP Združenih držav Amerike za vso vojsko na tem svetu, kar jih imajo, vojaško oboroževanje in podobno, je samo 877 milijard v primerjavi z nemško. To pomeni, da Nemčija želi to vsoto pripraviti skoraj isto kot prej Združene države Amerike za vse, kar so oni po celem svetu porabili za vojne in za vojaške ukrepe. To želi sedaj Nemčija samo za Ukrajino. Potem se sprašujemo, hojej, zakaj pa to? Kaj je razlog? In razlog je lahko samo eden. Da te, ki so sedaj na vladi v Evropi, te prijateljski krog, da so te zelo veliko zaslužijo pri tem. Kar so do sedaj storili, to vidimo potem, kaj se dogaja v Združenih državah Amerike. Trump
je popucal kabinet. V administraciji Joe Bidena se je nekaj etabliralo. Nek sloj redkih ljudi, ki so usmerjali državne davke in jih izčrpavali zase. To so različne agenture, tukaj malo, tam malo. In če si predstavljate tole, ki je to prišlo na plano, Združene države, ki imajo 300 milijonov prebivalcev, ampak na seznamu teh, kar se tiče socialnega zavarovanja, ki se uporablja, obstajajo 60 milijonov ljudi več, kot jih je prebivalcev. Po natančnem pregledu smo ugotovili, veliko izmed teh je že več kot 100 let starih, nekateri že celo 200 let stari, celo nekdo, ki je 300 let star. Ne zares, ampak to piše na knjigah. In potem so to cuzali denar in kasirali so. Te, ki so namreč to ime uporabljali, ne? Ker pravi, že dolgo ne živi, je že razpadel ali pa je bil zažgan. In to je ta globoka država, deep state. Etablirala se je nek sloj ljudi po tej vladi, ki je državo izsesavala. In te ljudje je Trump začel metati ven. Enega za drugim jih odpušča. Kje pa je šel ves denar? Kam so šli vsi davki? In isto je v Evropi. In to vidimo tudi v Nemčiji, v Franciji, Veliki Britaniji. Neverjetne količine davkov. Kam gredo? Ljudje nič ne dobijo od tega. Samo delček tega. V Evropi, v teh državah se je ustvaril nek klientel, ki sesajo denar, ki samo sesajo davke. Časno dajajo tudi te denar naprej malce prijateljem, da jih izvolijo, in predvsem mediji so podkupljeni. Druge se utiša, denar se raztrosava vse posod. Davčni denar. Še nikoli niso bili tako za prazen nič uporabljeni, zelo namerno uporabljeni kot v parih zadnjih letih. V Evropi, tako tudi v Ameriki. In sedaj nekdo začel pucati to v Ameriki. Njim gre zdaj za življenje. In v Evropi se tudi tresejo. Videli, kaj se je zgodilo na konferenci za varnost v Münchnu? Ko je imel tisti potem govor, potem, ko je viceprezident Vance govoril na te, iskal je besede in potem je začel jokati. Čisto ga je sesulo. Skupaj je v bistvu padel. Ni več mogel govoriti naprej. Zakaj? Zato, ker so debela leta mimo. Trump bo spucal. In predlaga tudi Evropski uniji, da odslovijo iz položajev te, ki so tako kot v ZDA se cuzali v sta denar. Izberite alternativo. In zato se vsi sedaj tresejo. In zato želijo tudi, da vojna se nadaljuje. Ker se z vojno tudi jačajo denarju. Nimajo interesa v miru. Tam mnogi ljudje umirajo, ampak ni važno, da dokler oni lahko požirajo ta denar, ga lahko požirajo. Vlada, te vlade, ki jih tukaj v Evropi imamo, v različnih oblikah, ki so najbolj predstavljeni v Nemčiji, Britaniji in Franciji, te so državni denar si prisesali na to. In s tem so delali, kar se če. Samo ne za ljudstvo. Ljudstvo je najmanj dobilo od tega. V Nemčiji koliko penzionistov moreš parati in pobirati smeti in jih prodajati. Politiki so pa k moli v žitu. Tukaj se je res nekaj velikega zgodilo. In zato je sedaj ta zgodba, da se vojna naj bi končala, nekaj, kar je za nas kot bomba. Ker evropski vladajoči sploh nimajo interesa za to. Te vplivneži v Evropi, da se to neha, ker je to njihov vir dohodka. To pa trdijo, bomo 700 milijard vzeli za vojno. A si sploh, to je nepredstavljivo. Kdo bo to plačal? A si želite to, Evropejci? Edina priložnost, ki jo imate.
da nekoga druga volite. Macron je že tako ali tako ni več pomemben. On komaj še kaj spravi, kar se tiče vlade, ki jo je imel. Prevzel sem oblast, tako da nekako hoče še preživeti, ampak res gori pod streho. Tudi v Nemčiji. Bojijo se alternative in še kako. Zaradi tega, ker jim bo zmanjkalo njihove hrane in ne bodo več mogli cuzati denarja. Še nikoli prej se je to zgodilo v taki meri kot sedaj. In prav v ukrajinski vojni je to sedaj vidno. In hkrati je navzven rečeno, ja, hudobni Rusi, tance moramo pred njim, zato moramo vojno nadaljevati, ker Rusi želijo celo Evropo prevzeti. Smešno. Ruski BDP, celotni, to je malenkost večji od tega od Španije. To je popolnoma smešno. Ruski vojaški izdatki so samo 800 milijonov. Iz ZDA pa je to 876 milijard na leto. To sploh ni primerjava. In Nemčija želi sedaj 700 milijard vložiti za to. Rekli si, da si bojo to kar prisvojili vojaške izdatke. Zakaj? Da bi lahko ohranili ta sistem, da ne bi ta prijateljstvo med Rusijo in Washingtonom toliko močnejše in da bi se Evropi potem nekaj spremenilo, kar se tiče vlade. V temu smo sedaj. Ampak najbolj posebno tukaj je to, da nekdo v ozadju še vedno vleče niti. In sedaj pridemo k tej sliki od Maksimilijana Jančarja, tudi zaključka, ampak gremo si še to sliko pogledati. Tukaj vidimo, kako iz Italije, tukaj Italija, Škoren, raste tale mali rok. To je iz te vizije, ki je imel Daniel v 7. poglavju. To je preroške sanje. To je to, kar zraste na tleh rimskega cesarstva. Pride en majhen rok, ki ima oči in ima usta in raste do neba. To je poskušal Jančar narisati v tej sliki. In to je papeštvo, ki tukaj na rimskih tleh zrastlo. In sedaj si pogledajte to sliko. Ko gremo sedaj nazaj, gremo sedaj malo na digitalno sliko, tukaj imate rimsko cesarstvo, tukaj je Rim. Kakšno vizijo je imel Nebukadnezar v Babilonu? Kaj je videl? Noge iz železa. To je Rim, predstavlja Rim. In tukaj imamo škornje. Bolj jasno pa še ne morete prikazati noge. Celo do zemljepisne karte drži ta vizija. V isti obliki. In kamen, ki bo prišel, bo padel na prste. Sicilija je v tem primeru ta kamen. Etna, vulkan. In na koncu ta uniči vse. Ali to pomeni, da bo tukaj prišlo do izbruha, da bo ves Sredozemlje v eni veliki banji zalije vse in vse obmorska mesta zalije? Kamen bo padel na prste, morda celo do karte natančno. In ravno noge, kar predstavljajo rimsko cesarstvo, ravno tukaj je Rim. Neverjetno. In papeštvo, danes nimamo za vse to časa, ne bomo drugič preučili to, ampak samo zato, da bi postalo bolj razumljivo sedaj, kaj se dogaja. To papeštvo se je vedno povezovalo z najbolj vplivnimi na svetu, da bi imel svoj vpliv. In kar je zanimivo sedaj, če pogledamo še knjigi Daniel in Razodetje dodamo zraven iz Svetega pisma, potem vidimo, da bodo na koncu nasprotniki, te veliki nasprotniki, se bodo združili v eno svetovno vladavino. Združene države, Rusija, te ravno sedaj združujejo. So se našli in Evropa je nekako vmes. In če se bo ta korupcija vladajočih v Evropi še naprej upirala, Združene države, Nemčija, Francija, potem bo prišlo do res velike vojne tukaj. In to
nima dobrega konca. To vemo že iz prve in druge svetovne vojne. Kakšna je posledica, če iz tega nastane vojna? In spet imamo tako kot v drugi svetovni vojni Združene države proti Rusiji, proti Nemčiji. Neverjetno. Kaj se sedaj tukaj dogaja? In če ima kdorkoli saj kanček razuma, mir, dajmo mir. Ne, gre za ohranjanje oblasti. Iz lonca davkov želijo naprej cuzati ven denar. In se nažreti tega. In pijavka cuza kri, dokler ne poči. Kaj se zdaj dogaja? Neverjetno. Preroštvo iz Svetega pisma pa pravi, na koncu bo ena svetovna vlada. Ena velika svetovna vlada. Preden bo tisti, katerega papeštvo sicer cilja, kar z napada, če pogledamo sliko, dokler ta ne pride ponovno iz univerzuma. Naš rešitelj, ki je rekel, pridem ponovno in vas bom šel iskati iz tega kaosa. Vladanje svetu nekoč in danes. Molimo. Hvala ti, Gospod, ker si že pred 2,5 tisoč leti Nebukadnezarju pokazal to vizijo. Kako bo iz teh velikih vladarstev sveta, teh pokrajin Babilon, Medoperzija, Grčija in Rim, kako na koncu iz tega zraste papeštvo in kako bo na koncu en veliki svetovni red nastane iz vsega tega, ki ga vodi papež. Hvala, Gospod, da lahko vemo, da boš ti ponovno prišel, ko bo prišel čas za to. In da boš potem vse poklical k sebi. Te, ki so na tvoji strani. Ne glede na državo, iz katere izhajajo, ampak ki so na tvoji strani. Tako kot si ti rekel, kdor mene prepoznava pred ljudmi, tega bom jaz prepoznal tudi pred mojim nebeškim očetom. Hvala ti, Gospod, za to. Amen. V opombi so povezave do več predavanj.